Koliko fantov na območju uprave za obrambo Maribor bo letos seznanjenih z vojaško dolžnostjo? No, letos seznanjamo z vojaško dolžnostjo letnik rojstva fantov 1990. To se pravi, da bodo letos stari 18 let in jih v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti, torej moramo seznaniti z vojaško dolžnostjo, izvajanjem v nadaljevanju in možnostmi vključevanja v Slovensko vojsko na vse tri možne načine, naj si bo kot prostovoljno služenje vojaškega roka, naj si bo kot pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi ali pa celo kot poklicni vojak. Torej, to so te tri možnosti. Številka bo približno za območje uprave za obrambo Maribor 2404 te fantje. Kakšno je po vaši oceni zanimanje fantov za Slovensko vojsko? Ja, zanimanje fantov za Slovensko vojsko pravzaprav vidim, da iz leta v leto narašča. To ugotavljam na podlagi izvajanja teh seznanitev z vojaško dolžnostjo in mislim, da v bodoče pravzaprav se ni potrebno bati za popolnjevanje po moje Slovenske vojske. Čeprav tu danes opravljamo pravzaprav samo seznanitev z vojaško dolžnostjo, posredno pravzaprav je to obenem, lahko rečem, tudi promocija za vključevanje v poklice. Zakaj vodite vojaško evidenco, čeprav je bilo v Sloveniji pred 5 leti ukinjeno obvezno služenje vojaškega roka? Tako, leta 2003 smo z dopolnitvami zakona o vojaški dolžnosti torej prenehali izvrševati določene dele ali sestavine vojaške dolžnosti, med drugim tudi napotitev na obvezno služenje vojaškega roka. No in zakon o vojaški dolžnosti je pravzaprav tisti, ki nam nalaga, da vodimo vojaško evidenco prav zaradi tega, če bi ob morebitni nevarnosti napada na državo ali recimo ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja državni zbor torej ponovno uvedel izvrševanje vojaške dolžnosti kot obvezo, v tem primeru bi seveda pozivali spet fante in bi morali izvrševati vojaško dolžnost kot obveznost. Kako poteka zaposlovanje v Slovenski vojski? Ja, naša ciljna skupina so vojaki. Zaposlujemo po načrtu, ki je izdelan na nivoju Ministrstva za obrambo. Za nas so zanimivi poklici 4., 5. stopnja, starost do 25 let in seveda njihova želja in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati za poklic vojaka, poklicnega pripadnika Slovenske vojske. Aktivnosti, ki jih peljemo okrog promocije, so širše. V tem primeru, tu vidite, je promocija na vpisu v vojaško evidenco, kjer so prisotni fantje letnika 90 in končujejo, večina njih končuje srednjo šolo, se pravi, da so naša ciljna skupina. Nekako iz izkušenj vemo, da se odloči za poklic pripadnika v preteklih letih 4% te populacije, se pravi, da tudi bomo verjetno našli med to populacijo toliko kandidatov. Da bi vedeli, zakaj se odločajo, seveda jim prikažemo opremo, oborožitev, povemo jim nekaj o življenju v Slovenski vojski in jih skušamo navdušiti za sicer težek, pa lep poklic.